današnjem literarnem večeru za kulturni praznik. Zbrali smo se, da bi obudili nekatere spomine na čudovito slovensko pisateljico in pesnico Berto Bojetu-Bojeta, zato smo povabili v goste Klemna Jelinčiča Bojeta, ki je slovenski antropolog, sociolog, zgodovinar, prevajalec, znanstvenik, doktor in še marsikaj. Danes se bova specifično pogovarjala o knjigi Filjo ni doma, ki je prvi roman Berte Bojetu-Bojeta. Še bolj pa bova zajadrala v nekatere podrobnosti, ki so morda osvetljevali tudi njeno ustvarjanje, življenje ženske, ki je imela posebno moč izražanja v besedi, bila je namreč tudi igralka, med drugim smo lahko videli v nekaterih znanih slovenskih filmih, pa tudi na drugi strani nekaterih predstavah. Veliko je delovala v gledališču, nekaj časa tudi potovala, veliko ste lahko srečevali v kakšnih ljubljanskih kavarnah. Dobila je krasnika, v barih predvsem, tako ja. Bila je prva ženska, ki je dobila nagrado Kresnik za slovenski roman Ptičja hiša. In pa danes se jo spominjamo predvsem kot pisateljice, ki je nekako odprla polje v postmodernistični roman, morda tudi v distopični roman, ki je pisala o erotiki na tak mogoče oster, bolj razkrit način. A zdaj pa mene zanima mogoče, če začne vas kar na začetku. Filjo ni doma. Kje ste bili vi takrat, ko je ona ustvarjala ta roman? Takrat sem jaz živel pri svojem očetu. Zdaj letnic to bi rabo zdaj posebno energijo, da to zdaj v glavi izračunam. To je bilo sredi 80-ih, znam reči zelo sredim. Tista koliko? 2 leti? 2 leti. 1990 je... Knjiga je, ja. Začelo je pisati nekje okrog leta 87, 88, v bistvu hkrati z izidom pesniške zbirke Pogovori iz hiše Karlštejn, oziroma Besede iz hiše. Pogovori iz hiše Karlštejn je ta poetična igra, na osnovi katere nastane ta zbirka Besede iz hiše Karlštejn. Ko pa to izide leta 87, 88, je pa ona že zasnovala to osnovno sliko tega romana. In potem je to nastajalo v bistvu tista 3 leta, 87, 88, 89, knjiga izide leta 1990. Jaz sem takrat mogoče pol nek avtobiografski detalj iz romana, ki se pojavi v romanu, pa je v bistvu iz mojega življenja avtobiografski, ki sem za njo tudi. Namreč, tako prav spomni mene, ja, takrat, ko ta knjiga nastajala, sem živel pri očetu. In zdaj, jaz sem se pa nazaj k mami preselil, jaz sem šel iz 91, pa to je bilo 90. 89. Ravno, ko je knjiga prihajala ven. Zdaj, lahko je s tem še kaj, razen če imate kakšno pod vprašanje, da me malo bolj usmerite, ker tako v bistvu se pol spomnim na njeno ustvarjanje, ko to knjigo potem o poletjih predelovala, sicer poleti na otoku, tako vi povejte. Mogoče je zajadrava kar v to smer, ne? Kot vemo, gre za, verjetno ste to knjigo že vsi prebrali, gre za dogajanje na otoku, kjer deluje nek posebno totalitarni režim, kar je verjetno tudi na nek način kritika družbe. Ja. In me morda zanima, ja, kje so ti avtobiografski elementi, ki se kažejo skozi zgodbo, pa jih mi kot bralci, ki Berte nismo poznali, ne bi morali sami opaziti. Ja, zdaj v bistvu najprej bi rekel to, da v knjigi je seveda veliko ukvarjanja s totalitarizmom, z oblastjo, z močjo, bom kar uporabil njen jezik za oblastnimi moškimi, z nasilnimi moškimi. Ampak v bistvu knjiga ima cel kup enih fokusov, cel kup enih podslojev, ki jih lahko v bistvu res človek prav našteje, na vsakem napiše nek sklop besed. Tako da v bistvu prvi avtobiografski element se v bistvu pokaže že v tem njenem odnosu do oblasti, o tem stalnem pogajanju z diktatorjem, v bistvu, ne. In to počne Helena Brass v knjigi, ne. Ona se stalno pogaja ne z lastnikom otoka, ki je itak neviden,
ampak s njegovim izvajalcem oblasti na otoku. Tako da že tu je neki avtobiografski element. Zdaj pa mogoče, če že da dokončava tisto, kar že vozil odprej. Jaz sem živel pri očetu, takrat koliko se spomnim, ni bilo ravno zaželeno, oziroma v nekim časom je bilo meni prepovedano biti v stiku z materjo. Čakaj, bom tako izrečil. Rojil sem 73, star sem imel 10 let, pravi 83. Sem živel pri babici, očetovi mami. Takrat na začetku nisem smel sploh imeti stika z mamo. Zakaj ne? Politika. Diktatura, ja. Oblast, oblastne strukture je v 80-ih let, če pač prihajam iz take družine, tako da te elementi so bili vedno prisotni. Ampak potem sem jaz, skratka, smel, ne smel, se pravi leta 86, 87, se spomnim trenutka, sem bil z očetom v mestu, mimo vesolja sem šla, ta kavarna vesolja, to je ena od redkih kavarn, ki ni bar, ampak to bomo povedali. In sem šel mimo, ne vem, mesec z očetom, ampak bilo je skratka na nek način nevarno, da bi jaz njo pozdravil, da bi jaz stekel k materi na drugo stran ceste, da bi jo pozdravil. In zato v bistvu jaz samo pač pomežiknem, ker češ, jaz sem te videl in grem naprej, ker pač ni bilo čustveno primerna situacija. No in potem, ko to človek, potem povzame človek v roke Filioni doma in tam prebere točno skoraj da identična scena v cerkvi se mi zdi se dogaja, ko v bistvu on je imel. To je eno teh biografskih trenutkov, avtobiografskih. To se je njej zgodilo, ko v bistvu lastnega sina ni smela pozdraviti, zato ker je tako rekla oblast. V bistvu. Tako da takih elementov je cel kup notri. Je še nekaj teh elementov, ki so resnično moji biografski, ampak so seveda tudi njeni avtobiografski. Tako da ta element se stalno pritaka čez knjigo, mogoče še nekaj ideja za ta otok v knjigi, ki se pojavlja, razdeljenje na žensko mesto spodaj in moško mesto v pritličju, v pristanišču in seveda moško mesto v pristanišču in žensko mesto je na vzpetini, gor. In zdaj v bistvu ta osnovna slika ni se rodila povsem njeni glavi, ampak je ona to videla, ko je šla na Susak. Nekaj časa je bil Susak zelo modern in to je v bistvu edini otok v tej skupini otokov, ki je narejen iz peska. Otok je res peščen in je se tam tudi jaz sem enkrat na tem otoku še kot otrok z mamo in na nagravo z Maribora. In če se spomnim, je teh peščenih poti in neki hipi so se tam neke jame naredili v ta pesek in skratka. In zdaj ta fizična slika otoka, na Susku je res tako, spodaj imaš spodnja vas in na zgornja vas. In zgornja vas res ima cerkev, ki je na koncu nekega stopnišča. Tako da bom rekel, cel vizualnih elementov od tega otoka je vzetega iz Suska. Pravi, dejansko dokumentarno. Splošno, naprimer, ta mediteranska atmosfera, ki se pojavlja v knjigi, je pa povezana s tem, da pač ona je imela vrsto let v najemu, dokler se ne obnovi, to je ta način hišo na Olibu, na otoku, pri Zadru, kjer v bistvu je ona vsako leto, glede na to, da je bila igralka, je imela pač dopust 2-3 mesece vsako leto. In potem si ti lahko privoščiš, da si ti 2-3 meseca seveda na nekem otoku. In tam je ona potem tudi dodelovala knjigo, jo širila. In seveda zdaj vsta vonj po Sredozemlju, ta krš, te skale. V bistvu je bil stalno je prihajal iz te okolice, v kateri je delal, je stalno prihajal potem v tekst. Čeprav ne tudi dodam še eno reč, da seveda v osnovi pa ta njen Mediteran povezan z njenim očetom, ki ga ona išče že v svoji poeziji, se pravi tam že v Karlštajnu, imamo v Vlačugarsko mi zapustil Emanuel, tudi pač ta njen oče. On je zginil, takrat ni vedela, kaj se je natančno zgodilo z njim. Ampak on je bil iz Barcelone, oziroma okolice Barcelone in tudi tam je Mediteran. Tudi tam je krš, pa skale, pa ta vonj, pa pesek, pa morje, pa veter. In tako da v bistvu je cel kup teh nekih slojev, te avtobiografskosti v knjigi, ki seveda se da analizirati še in še. Naprimer potem tudi, ko zdaj vzamem naprimer prav Filijo, lik Filijo v knjigi, ona je ena od kulturnic, bi rekel, na nek način.
In ona seveda sreča potem tega urja na otvoriti neke razstave in tudi tu je ta neka avtobiografskost, ker pač Ljubljana je funkcionirala na ta način. Ne? Dogodki, razstave, ne vem, te bari, kavarne, spravi kava, pen klub, tako naprej. Je to funkcioniralo na ta način, pač kot funkcionirajo te kulturne Neko scene. povezovanje mreže. Ja, to. Tako da teh elementov je cel kup, v bistvu. Kaj pa mogoče ta metaforika oziroma simbolika, že prej smo omenjali, kar tiče potem to neko pokrajino, ta kamen, ki se v resnici vleče že iz njenih prvih 2 pesniških zbirk, torej Žabota, kjer počasi prehajamo v ta mogoče postmodernizem, v to distopijo, potem preko pogovorov v hiši Kalkstein in na koncu v romanu. Recimo, tudi vi ste bili verjetno prisotni takrat, ko je ona pisala ti 2 pesniški zbirki, nekje sem namreč prebrala, da si je zapisovala na neke listke in da ste si to res vtisnili v spomin, en tak poseben dogodek njenega pisanja. In me zanima, kako vi gledate na to simboliko? V bistvu je prav bi rekel v temelju njene ustvarjalnosti. Nek v bistvu umetniške ustvarjalnosti. Tisto spravi, ko odluščiš ta racionalni svet, v bistvu, ne, da moraš pa plačevati račune, da moraš iti na stanovanjski sklad, da moraš skratka ne vem, na pošto, da potem od tega odmisliš potem tudi to dolžnost iti v teater, iti na oder, funkcionirati kot igralka, spravi živeti v tem svetu. In potem, ko tudi to umakneš, ne prideš na nek impuls umetniškega ustvarjanja. In zdaj, v osnovi tega ne bi pa jaz tu pri avtorci videl, se pa pojavlja teh nekih 7-8 močnih podob, ki ste jih prej omenjali. Si te in krš in pesek in skala in potem ptič, ne, ki pa v bistvu že zelo svetopisemski, v bistvu že zelo arhetipski, zelo simboličen simbol, ne, ki v bistvu res izraža neko osnovno potrebo po umetniškem ustvarjanju, neko čustvo, ki ga je treba zliti na papir. Ne. Jaz bi tu morda prav se izrazi dobro, to se mi zdi tam, ko Filio je na razstavi, potem na koncu razstave oziroma sredi razstave začne čutiti to, da je bodo krila rasla. Perutija. Ja, perutija. In to zdaj seveda ne, je v bistvu čist nek izraz, ne, v bistvu jaz funkcioniram v tem svetu, ampak imam noter nek absoluten zagon, ki ga zdaj treba izraziti. Ampak je pa tudi res, ne, da tega se spomnim osebno, da pač točno in kje je ta točka, kjer ti krila razrasejo. In se v bistvu točno znam takoj prijeti. In je v bistvu to na obeh straneh. To je ta živc tukaj, ne, pri lopatici, ko te ne heksneš vse malo više, ne, ampak vsake toliko te znam pa zagrabiti tudi pri lopatici. To je točno ta živc, ne, v bistvu. Zdaj seveda to pol se da tudi simbolično razumevati. Ne. Mogoče kot z nekimi sponami v resnici družbe, s katere ne moreš iziti. Tako da v osnovi je res ta umetnikov krč, umetnikov nekih osnovnih 5-6 metafor, ki jih potem uporablja kot gradnike za ustvarjanje nekega teksta. To, ko ste omenili postmodernizem, morda malo skačem, ampak vseeno. Ta v bistvu, kako hkrati, ne, v bistvu ona naredi en absolutno realističen roman, ki se na prvi pogled zdi, da se dogaja v nekem povsem realnem svetu ta trenutek, skoraj da dokumentarno. Hkrati ne, je pa tu nek cel nivo ene mistike, ki ni zdaj izražena čez neko veroizpoved. V bistvu, ker tudi to, kar se dogaja v cerkvi, nima veze z neko religijo v knjigi, ne, ampak je pa samo prizorišče. Te njene metafore, to njeno iskanje, bom rekel, lepote, ne, v tej trpljenju in vsem tem, in tem, ne, pa to že neka ta mistika, bom rekel, ki se da razložiti s tem postmodernim pristopom, da sicer smo moderni, ne, to modernizem, zdaj imamo pač čiste ceste, vse higienično, vse kategorizirano in tako naprej v tem smislu. In mi zdaj zavračamo, ne, intimizem v poeziji, zavračamo, ne vem, klasično obliko romana, vse to. Ampak, ne, in seveda smo realistični, ampak hkrati, ne, pa zdaj ponovno zbujamo mistiko iz prejšnjih časov, iz predmodernih časov. Tako da teh tudi njenih elementov postmodernizma je v bistvu veliko. Ne samo, da je pač roman pisan iz 3 različnih perspektiv,
v bistvu, ne, da meša biografsko in avtobiografsko in fiktivno. Tako da, to sem se morda spomnil, no, tako da te njene osnovne metafore grejo že v neko mistiko. Ne. Prav s temi, naprimer, s temi perutimi. Tle bi se morda spomnil tudi na to, ne, da avtorica v poznih 80-ih letih, mogoče se to meni samo zdelo, je bila parapsihologija zelo moderna v Ljubljani. Nekrat se je na novo odkrivalo cel kup enih reči, zelo na ta način. In te krila, to je vse tudi povezano s tem, in ona, naprimer, ta igralka Tkačeva, pa še par jih je bilo, so skupaj duhove klicali nekaj časa. In z Mihali so mirili reči, Bajevica, moderna. Tako da v bistvu se cel kup nekih elementov, ne? Ampak knjiga sama ne, pa ni nastala v enem trenutku. Najprej zasnova, pa si najprej narisala otok, pa je potem v bistvu napisala s filijo, potem se spomnim, je to ljudem dajala za prebrati, vsake toliko komu. In potem v bistvu je na koncu to nastalo, vsako poletje, pa zelo konkretno šla na Olik, na otok, in v tej svoji hiši v morju, delala 2-3 mesece na knjigi, dokler se spomnim tudi kakšne zadrege sta imeli z lektorico, pa ne zaradi sončnih napak, ampak zaradi sloga, ker je bil tako drugačen že bil tako malce, bom rekel, poetičen in melodičen na nek svoj način. No, vse pol sem se Nadja Šulin je bila lektorica. Tako da toliko, no. Mogoče to, ja, da v resnici šele v zadnjem romanu potem res pride v ta realizem, ne, da v bistvu pusti to neko poetičnost. Ja, čeprav recimo mene pa zdaj, ko gledam nazaj, pa ravno gane ta poetičnost. Ja. Da mogoče en intermezzo iz njene druge pesniške zbirke. Darovati znamo stare gospe, petrolejke, mlade ptiče, ker vsi o nečem učijo. Težko je dati dečka in vzeti ptiča. Mogoče že to napoveduje ta roman Filijo ni doma. Nekako pa recimo mene spomnilo, vsaj ko sem prvič brala ta roman, takrat je bil že vključen v šolski kurikulum, tako da jaz sem ga prebirala v srednji šoli in ko smo ga skupaj prebirali, nekako sploh nisem morala dojeti, da je ta roman pravzaprav nastal v Sloveniji, v slovenščini, ker se mi je zdelo, da je bil tako zasnovan, kot da v resnici vsi človek reče, pa to ni mogla neka Slovenka napisati. Ne tako resnici, čisto na nekem drugem nivoju in zato sem si jo takrat zapomnila in mi je bila odvedno všeč. Med drugim pa tudi zato, ker je delovala za nekakšno svobodnjakinjo, feministko, mogoče uporniško dušo, ker si jo lahko gledal na filmih, v predstavah. Predvsem me pa zanima ta vidik, recimo kako vi kot sin, mogoče je to malo čudno vprašanje, dojemate to njeno strast do pisanja o erotiki, o tem razkrivanju. Ker ona je bila kar drzna, so tudi tam, recimo njeni drugi pesniški zbirki, pa tudi v Filijo ni doma neki deli erotike, ki predstavljajo mogoče to grozljivo stran, mogoče mizoginijo, mogoče upor proti patriarhalnemu svetu z njene strani. Kako vi to vidite? Na nek način se s tem ne ukvarjam kot sin. Je v bistvu tole intimnost moje matere, ki v bistvu mene z tega vidika niti malo ne zanima in se tudi ne spodobi. In se tudi ona ne bi želela, da bi to mene zanimalo na ta način. Ampak čisto je mogoče kot znanstvenega pogleda. Točno to. In to je v bistvu edini način, ki ga jaz v bistvu sprejmem oziroma posvojim, da razložim na primer neke tekste oziroma da odgovorim na tako vprašanje. Ampak seveda je to zdaj izogibanje nekega podzavestnega, psihološkega. Jaz sem le seveda sin in zdaj. In tako da moj odgovor na to vprašanje je, da jaz v bistvu nikoli nisem šel zares prebrati Džabona, ker je v bistvu preveč intimen, preveč njen. In v bistvu zdaj, ko si ti bralec poezije in ko si ti, ne vem, kot ženska, ki bo mogoče bolj razumela nekatere pesmi, kot jaz, ki sem njen sin, čeprav si njej blizu, ampak to so v bistvu reči, ki se tiče intime neke kategorije ljudi, ki jaz to nisem, se pravi ženske. Tako da v bistvu ta poezija ni bila namenjena otrokom,
ni bila namenjena meni, ampak je bila namenjena drugim. Ne? Se pravi, mi ne pišemo poezije za svoje sorodnike, otroke ali starše. V bistvu, tako da potem ne bi pa še seveda kot najprej kot njen sin, ki sem bil seveda tudi vzgojen, v duhu pač ja, tudi ženske so ljudje, ne vem, zakaj ne bi bile vse človekove pravic, pač odgovor, kaj je feminizem, ne. Tako da meni to samo po sebi njeno. In seveda potem kot nek izobraženec, ko tako bere ne, to njeno literaturo, je to seveda absolutno napor proti patriarhatu, proti nekim preživelim metodam, ampak seveda tudi proti nasilju, ne samo nasilju proti ženskam, ampak nasilju v družbi, nasploh nasilju, ne, ki prevladuje v teh hierarhijah. Tako da ja, jaz se vseh teh dimenzij v bistvu zelo zavedam. Prav v bistvu bi rekel se vtikoval v njeno intimo, pa nisem. Sem pa videl, da so pa naprimer razni pisali o tem iz nekega, bom rekel, literarno-primerjalnega vidika in teh reči. Ne. In jaz sam zdaj, mislim, so neke reči, ki bi v bistvu jaz vedel, za kjer del intime gre, pač je le doživela cel nekih groznih reči. Ampak jaz mislim, da to ni moje mesto, da bi jaz to razlagal. Je pa v bistvu neko, pa ti prvič, ko sem bil ne vem koliko, toliko prebral to knjigo, seveda sem blazno posupil. Ne vem, ko sem jaz bil star 7-8 let, mislim, da prvi razred ali še pred tem, pa je bila ta zbirka Žabon prisotna, pa če ravno takrat je šla in sem jaz skozi, jaz bi to, ni zate. Odgovor v bistvu ja. Tako da se s tem potem res nikoli nisem ukvarjal. Je pa ta erotika, ne, in Žabonov se vprašam je dosti manj, je v bistvu ni samo protest ne, proti nasilju v teh tradicionalnih moško-ženskih odnosih, ampak je v bistvu tudi upor, da ja, tudi mi kot ženske si smemo upati izraziti svoje čustva in tudi mi kot ženske si smemo upati izraziti lastništvo nad moškim oziroma vsaj to osebno posesivnost, ker si ga pač želiš kot edinega in vsa ta razočaranja in ljubezen in hkrati v bistvu tudi ona obravnava tudi ta poniževanja ne, v bistvu v življenju. Ne. Ampak ne, potem v Filijo govori pa o teh osebnih poniževanjih, osebnih zlorabah ljudi, tudi med moškimi, tudi med ženskami. Ne. V bistvu se nekako človeško upre vsakršni zlorabi. Ne, v bistvu. In to seveda, kot smo se prej ugotovili, to z političnega vidika, iz intimnega, tako da ja, jaz jo tako tudi nekako razumem, ne, tako kot ste rekli, po telefonu ste rekli arhetip osvobojene ženske. Tako je. In to se mi zdi res... Pogovarjala se namreč tudi o tem, ker sem nekje zasledila, da je imela izkušnje z nekimi ženskami, potem naše generacije to rade prevedajo, da je bila tudi malo biseksualka in tako naprej, če ste že slišali za ta izraz, da je ljubila tako moške kot tudi ženske, da so jo videvali mogoče v tem roza disku, pa me zanima, ja, zdaj, kaj od tega se nam razkriva, kaj je res, ja, kaj ni. Ni bila lezbika. To zdaj ne, da bi zdaj poskušal nekaj prekriti ali zagovarjati, ampak pač ni bila lezbika. Tudi v bistvu biseksualna ni bila. Zdaj, ampak kako gre to v naših, ne, oziroma v prostoru javnega diskurza, medijih, ne, kako zdaj to? Tam so neke pesmi, ki sem jih jaz dal v zbrane pesmi. Zdaj to ni šlo ne že v prvi zbirki, na drugi zbirki, pol in smrt, je ostalo cel kup nekih pesmi, ki jih je potreba objaviti. In jaz sem to zdaj, to smo se zmenili in zdaj temo zdaj te pesmi tudi noter, to je zdaj na celo zbirko. In med temi pesmi je nekaj pesmi, ki v bistvu se jih da razložiti kot nekakšne vrste ljubezensko pesem ene ženske druge. V bistvu, ne. In je imela izkušnjo, v bistvu žensko, ne, ampak je popolnoma vseeno s kom, v bistvu, ne. In zdaj to, ne, se iz te poezije, v bistvu, da je zdaj organiziral ta odgovor v glavi. Ker je treba najprej to poezijo, v bistvu je to bilo objavljeno in potem jaz sem nekaj rekel, ja, v teh pesmih se seveda da jasno razbrati neko moj erotičen naboj. V bistvu na to in potem iz tega pride išla je knjiga, mislim, da 25
ženski so oblikovali Slovenijo, tudi zdaj sem malo pozabil. A je Valisa Matajce v bistvu? Ne to. V tem ne, ona o tem ne govori. Spremni besedi k tej zbirki, org študij, ne vem, 30 strani, 40 strani, ona ne govori o tem. Jaz sem to nekaj, potem pride pa skratka v to knjigo, to je mesto ženskih zdravljenj, in tam pač 25 ali koliko najpomembnejših žensk v zgodovini Slovenije, mislim, v zgodovini slovenskega naroda. Zdravo duša je dobil. Ok, in tam v bistvu je meni to nekako, ne vem, ali sem ponovno pregledal pritiskom ali ne vem kaj, je iz tega v bistvu prišlo ven, da v bistvu skoraj da piše, da je lezbika, in potem je v delu, v enem članku, o njej se pač niso avtorji posvetovali z mano, in v bistvu tam je celo prišlo do tega, ja, bila je preganjena, ker je bila lezbika, saj pravi Boris A. Novak, kamorkoli prišla je bila škandal. Zdaj, čakaj, kako zdaj dekonstruiram ta medijski konstrukt? Hkrati, ne, pa potem sem se strinjal v tej knjigi, kaže Parade in grmade, zgodovina LGBT gibanja na slovenskem prostoru. In tam seveda pač omenjeno, in sem rekel, ja seveda se je tjašla parkrat. To je bilo takrat nekaj izjemnega v Ljubljani, prvi gej klub v celotnem socializmu, celotnem vzhodna Evropa. Prvi tak trenutek in v bistvu sploh bila igralka, to je bilo del scene, gejev, lezbik je bil cel kup takrat v gledališkem svetu, nič ne zdaj. In seveda tam je bilo to že sorazmerno normalno. V bistvu ne, tako da ni bilo nič takega, da pa so šli pogledati, kaj se zdaj dogaja. Sredi 80-ih, še v času socializma, je pa kar enkrat gej klub in Magnus in kaj se je že dobro za te skratka. Ja, in kaj že bila Lilith, to, ja. In to pač tam piše v tej knjigi, ne, Parade, ne, pač tudi ta pisateljica, ne, je šla tja, ker je pač to ni bila edina. Prostor druženja. Čeprav pač deloma, ne, to je bilo polnoči, to je nočni klub, to je disko, so bili že takrat malo prestari, zato to hodijo v disko, ker disko je ne za otroke v bistvu. Po 25 letu so že malo prestari za disko. Skratka, ne, in zdaj iz vsega tega potem nastane ta konstrukt in v bistvu jaz moram to zdaj nekje to napisati, razložiti, kako je zdaj prišlo do tega, ampak v bistvu ni bila ne lezbika, niti biseksualna ni bila in potem, zdaj ko ti primerjaš, ne, ta dva seta pesmi, ne, zdaj, o njeni ljubezni do moških in vse to je v bistvu cela njena literatura in ona o tem je zelo jasno govorila v svojih intervjujih, ona je bila to zelo jasna in glasna med ljudmi, ko so se videvali in srečevali, to v tem ni bilo nobenega dvoma, da je pač zdaj vseeno, kjer moški je bil tak, je v tistem trenutku zelo srce, ampak dejansko je pač to šlo vedno za moške. In zdaj, ko ti to razumeš, ne, in potem to bom rekel, erotiko med moškimi in ženskami, ki je v žargonu, primerja s to, bom rekel, platonsko naklonjenostjo, platonsko ljubeznijo, ki je neka mehka, nežna energija, ki je v bistvu do ženske, je v bistvu potem to čisto neprimerljivo. Ne? In zdaj v bistvu spravljati teh 5-6 pesmi, ki so v bistvu z nekim homoerotičnim nabojem spravljati to na neko telesnost, je morda tudi preveč. Ne? Ker njo so stalno spraševali odnos moška-ženska, spolnost. In v bistvu je imela nešteto priložnosti, ne, v bistvu razložiti. In v bistvu ona to zelo razloži, ne, ampak super, da ste to prinesli, v bistvu napravili, ja, kako nastanejo te medijski konstrukti. Ne. Zdaj v bistvu še dobro, da ima nekega sina, ki je pismen in ki zna nekako stvari pogledati. In jaz imam dejansko zdaj dolžnost o tem nekaj tudi napisati v prihodnosti. Ja, zdaj v bistvu še ena, ne, od takih reči, sam to pa ni bila novinarska, ne, ampak tudi to njeno judovstvo, v bistvu, ne. Ker v bistvu na koncu se je izkazalo, šlo je vedno za njenega očeta, tega očeta, ki ga išče že v poeziji, ne. On je bil pač španski borec, Španec, lokalni Španci, Katalonci, po koncu državljanske vojne, on in njegov brat odideta iz Španije kot begunca, sestra ostane tam. On pride čez italijanske partizane k nam v Belokranju, kjer sreča njeno mamo. Ona da se v partizanih poročita, imate to, potem on zgine. Zdaj ona ga celo življenje iskala, o njem ni nič vedela, šla je v arhive, niso nič dali, nič našli. In zdaj potem se je to v 70-ih in 80-ih letih, ja, veš, to je bil židovski primer, ja, veš, oni so bili židovni.
Pri nas takrat ni bilo Wikipedije, ni bilo enciklopedije, ti nisi imel kam pogledati. Pri nas tudi Judov ni bilo. V Sloveniji tudi Židov ni bilo, nisi imel dejansko koga vprašati. Tistih par, ki pa so bili Židi, so pa rekli, ne, nisem, verjamem, da nisem. Ampak to se je nadaljevalo in naprimer tudi njena prva pesniška zbirka, Žabon, dali so, da je dizajn te zbirke v bistvu, kot da so hebrejske črke. Ona tega sploh ni vedela, dokler ni dobila knjige v roke, v bistvu. Meni so določeni hebrejski dizajn. To je zaradi verjetno privlačnosti za bralce, ne? Ker je tudi nekdo temu pač to tako ukazal, očitno, ker to so bili še taki časi. In v bistvu ne vem, ali zato, ker se je komu pač, ne, to so zihar Židje, to je židovski primer. In takrat je bilo to na nek način tako zelo eksotično v tej naši Ljubljani in tako zelo drugače, da v bistvu so in so v bistvu ljudje potem... Ja, v bistvu, ampak potem v bistvu ne, skratka, ne, v bistvu, ljudje kar na nek način skočijo. In zdaj, to se je nadaljevalo v bistvu, ne, potem, ampak ona nikoli se ni, naprimer, odpovedala svinjini. Tako da, že to samo po sebi, ne. Zdaj, ko mi to z naše perspektive gledamo, jaz moram zdaj to ceko stvari razlagati, ko pa jaz to, naprimer, iz hebrejske smeri, ne, da bi jaz to nekemu Izraelcu razlagal, pa to debato zaključil v 2 stavkih. V bistvu, ne. Skratka, in ona ni vedela, in potem se je to zgodilo in je v bistvu šlo to potem naprej, in potem sem jaz tako šel v Izrael in ona je bila v Izraelu 1 leto. Vi ste šli že v mladih letih, Jaz sem 18 letih. In potem v bistvu se pa pol to izkaže po njeni smrti, jaz v bistvu ugotovim, se njen oče pač ni bil Jud, Španci so bili, v Barceloni takrat ni bilo Judov, katoliki so bili. To je vse skupaj sproducirano, to je v bistvu, to je še eno od teh konstruktov, sem da pač ni medijski, ampak je ideološko oblastni, ker oblast pač da počne. Pač ni se spremenilo od časa starega Egipta, vedno so to počeli, sploh če prihajajo iz starih družin. In zdaj v bistvu pa se to izkaže, da pač ni bil Jud in zdaj v bistvu, kako se zdaj to naredi. Ne? Potem moraš ti v bistvu tudi v medijih intervenirati in na cel kup nekih spletnih strani, ampak pokopana je bila pa na judovskem pokopališču, ker so takrat tako, bi lahko, pa so pač ukazali temu predsedniku, ki bi to, kar drugač, po vseh pravilih, on tega ne bi smel. Ampak nedolgo nazaj ste jo vi... Skratka, za politično oblast, za politično odločitev oblasti je šlo, da so predsedniku židovske občine leta 1997, ko je bila ona pokopana, rekli, pokopljo na židovskem pokopališču. Nas popolnoma nič ne briga, kakšna so zdaj tu židovska verska pravila. V bistvu, ne? To povolišče je na Žalah. No, skratka. Jaz bi nekaj dodala. Sam to ne končam. In potem jaz v bistvu, ko to nekako vse razgradiš, razumeš, boš v bistvu potem tudi celotno tole neko medijsko podobo in v bistvu svojo identiteto, ko jaz pa sem živel v Izraelu. In potem sem pač kot rezultat tega najprej sem pač pustil, potem sem pa v nekem trenutku rekel, jaz se tu treba zdaj pač grob preseliti. Se v bistvu ne more zdaj prima veze, ona je svojega očeta škala, kaj bo zdaj iskala, kaj bo zdaj počela pri Židih na Bertofu. V končni fazi. In sem jaz pa v bistvu moral to pač sem se odločil in šel pač grob smo prekopali, zdaj v bistvu na slovenski strani in skratka, kar se tega tiče, ne? Jaz sem dal potem še njenega očeta na nagrobnik, pač tu je zdaj to zgodba. In zdaj, ampak tu nastane cel medijski konstrukt, v bistvu čez vsa ta leta, ne, in seveda ljudje, poleg novinarji tudi, ne, oni so Židi, ti si Žid. In z tega potem seveda tudi zgodbo dela, ne, ker je tudi medijsko zanimiva bolj pripravljena. Res je, tako da tu mislim, da sem že nekako, ampak dejansko ni, ne, ker ona sama v medijih pa ni kaj dosti govorila o Židih, razen o neki dimenziji, o neki legendi, v povezavi z Jezusom. To se pa izkaže potem v bolj podrobni psihoanalizi, da gre v bistvu za katolištvo, da ne gre za judovstvo, ker pri Judih Jezus niti faktor ni in je v bistvu Jezus faktor samo pri kristjanu. Tako da zdaj teh nekih, jaz skratka imam še par stvari za narediti, in zdaj to moram še nekje razložiti, bom že, zdaj pač ne vem, to ne bo čisto akademsko, ampak bo nekako na pol akademski, to še moram izmeresti. Ja, jaz bi samo, ker je zelo zanimiv, ne, recimo življenje, ne, ker jaz sem bila njena prijateljica in tako naprej, in smo se kar družili
In recimo, ko ste vi omenili, da je Boris A. Novak rekel, ta majhna pripomba, ki je velika in težka, da kjerkoli se je pojavila, je bil škandal. Jaz bi malo dala ozadje temu, ne, ker jaz sem pač iz vizualne umetnosti in sem ravno tako zdaj, ker je Blažo Gorevc umrl, pa se neke zgodbe javljajo. In sva bile dve ženske, ki sta bile škandal po defaultu, ker sta se pojavljali, pa večkrat skupaj. To je bil double trouble. Ne? In zakaj je bil problem to? Ne? Danes se toliko debatira, recimo zdaj je v Beogradu ta vikend obletnica Afiže, pa tako naprej. Veliko ljudi je šlo tudi, oziroma ženske Slovenije in tako naprej. In ta zgodovinsko obdobje, recimo, Jugoslavija, enakost po zakonu, vse laufa, kot je treba, v življenju realnem je bil pa totalni mačizem. In tega danes ne slišiš. In zato, ker jaz, ko sem prebrala, jaz sem šla pa na Norveško, ker je njena knjiga išla Filijo ni doma, in kar ste vi prej omenila, ko ste vi brala v srednji šoli, ta knjiga, to je svetska knjiga. Ta nima Slovenijo nobene veze v smislu, da bi bila kakorkoli prepisana v smislu zgodovinskih, recimo, sidren ali karkoli. To je knjiga o terorju, o zatiranju, ampak me, ženske, smo pa to doživele na lastni koži vsak dan. Recimo, jaz sem šla na predstavitev te knjige, ko je bila objavljena v, kaj je kle zdaj, kaj je glasbena akademija, na Vogalu spodaj je bila neka, ja, v Kazino. In to je, tega ne pozabim. Jaz sem šla z njo, da jo podprem, da sem tak. In je bila, mislim, da je ona, ali ne vem točno, ker jaz sem bila zaposlena s polno drugimi stvarmi, ampak še danes ne vem, kdo je to organiziral, ker je bila atmosfera neznosna. Kako si upa pod navednicami, ne? Se pravi, Berta je bila markantna osebnost, samozavestna, in jaz sem jo prvič srečala na zasedbi filofaka, ko smo zasedeli fakulteto in je ona imela mizo. To je bilo 78. To je bilo že danes zgodaj, ne? In recimo ona je imela mizo, pesmi, knjige, pa ne samo svoje in tako naprej, ne? In je nastopala, je vstopala v prostor, ne? In že to je bil ogromen prekršek, da si to ženska, kjerkoli, lahko bi bila kakšna druga, ne? Skratka, da si se javil v javnosti, da si javno govoril, to bi te najraj zmleli. Meni so rekli, ti bomo dali tintopit, recimo v lokalih, mi smo šibali Šumi, Kava bar, Ferent, tako naprej. In jasno, moška družba je bila pa zanimiva, ker je bila intelektualna. Ne? In smo zdržali vse ognjene krste v smislu zato, da smo imeli zanimive pogovore. Tako da to pogovore z nasprotniki, recimo Blažo Gorevc je polotajal, pa tako naprej, ampak je bil Dane Zajec, recimo je prihajal v Kavo bar, to so bile zanimive stvari. In ta atmosfera nastrojenosti, dobesedno mizoginije v praksi, skozi šale, če si pa kaj naredil, je bilo pa preveč. Ampak preveč v smislu kastracije drugega spola, kar mi nismo tako, mislim, se ti noben nič noče, noben ti nič noče, ampak ti si bila kriva, da si. In tega danes jaz ne slišim, niti ne berem,
kako oštre so bile te stvari. Ker so ti moški še vedno ali v penziji, so še živi, skratka. To je vse isto. Ker če pustimo to, pejmo naprej. Ja, ampak je treba določene stvari artikulirati, ker mene so hoteli tepsti, so rekli, da sem možača, da sem preveč intelektualna, preveč verbalna, Tigbot, pa mislim, dobesedno, Jurij Detela, on je meni družba, mi sedimo na tleh, kadimo, pijemo, prnemo doma, je debata, jaz nekaj rečem, reče Tigbot baba, ne. Jurij Detela je naš veliki pesnik, razumete? In jaz sem se pa družila s temi ljudmi. In zdaj, ko se tole, ko se pripoveduje, jaz vidim Berto, mislim, to je bilo, jaz sem bila v hiši na Olivu in recimo neverjetno je, tudi zdaj, ko berem to vabilo za danes, se rečem, opla, odkje je pa to prišlo? Naša, kakšna najbolj uspešna pisateljica. Kaj, smo rabili 40 let, da to se napiše? Vse ni bilo v Sloveniji objavljeno. Film je bila v Celovcu objavljena. To se je sama odločila. Ona je pa se največkrat izpostavila, mislim, da je bil to prvi roman, ki je bil največkrat izpostavljen v knjižnicah. Ja, mi smo bili skupaj, Berta, jaz, takrat je bil Celovc Vizer, v tistem času je bil kar del Debeljak. Debeljak, tudi ta Celovc ni zdaj tujina, ampak je bil del Ljubljane. Odkrili smo Celovce. Na večer, Boris Jesih, Berta pa jaz smo šli z avtom v Celovc na večer literarni in smo se imeli super, Boris Jesih je super, ampak ta generacija, ta recimo mene skozi bolj, v bistvu bi se mogla vsesti pa kaj napisati o tem, ampak ta... Sploh, ko vidiš, da Jožica napisala, Vraco so napisala, komu so še napisali zdaj, si rečeš prav to, kaj če bi tudi jaz se vsedel, pa še jaz napisal malo? Ja, ker danes se ne razume se te atmosfere, realne, ki je bilo dnevno življenje. Jaz sem delala, pa sem rekla, zdaj... To je življenje slovenske kulturne elite, to je vsega skupaj 300-500 ljudi, ki so ključno oblikovali slovenski kulturni prostor takrat v prehodu v neodvisnost, ključno sodelovali pri pogovarjanju o tem, da so prišli do zaključka. Ampak to je bila izključno moška družba. In ta kulturna elita danes v bistvu to, ki so že vsi v učbenikih in v bistvu, ki so generacija kulturne elite v času osamosvojitve. Zdaj to ste že v bistvu pojem zgodovinsko-sociološki. In me moti, da sem v napačnem. Moti me, da je doba, kaj bi rekla, napačno definirana oziroma z velikim manjkom določene folklore, bi človek temu rekel, in glede na zakonodajo, mene zdaj kliče, če hočem govoriti, ker sem imela otroka že med študijem, če hočem govoriti o socialnem redu takrat, če si bila študentka za otroka. Kaj hujša, ne? Berta se je učila od prvega moža, poslali so jo, da bo učiteljica v Sveti Ani, ki to je v Halozah, v hribe, v Haloze so jo poslali, da bo učiteljica. In tam je on tepil in se je od njega ločila in šla v Maribor in od tam šla v Ljubljano. Mislim, predstavljaj si ti eno deklino pri 19, ki so jo poslali v neko selo, tam, mislim, v Haloze. Vsi tam alkoholiki, razsuti, incest, po vsaki drugi hiši, pretepanje, alkohol, slovenska scena, ki je klasično slovensko podeželje v 90% do pred 30 let nazaj. In zdaj, da se taka ženska reče, ne, ločila se bom, grem od tebe, grem nazaj v mesto, že samo to ne. Kako se je drzno, a kar ločila se je. Ja. In recimo, te tone pa barve ali pa kontraste, sociala, kaj je to pomenilo? Že to, da smo šle ženske v bare, pa v te, kjer si se dobival, že to je bilo, pa čeprav je bila univerzitetna scena, filozofska, šumi, to je bila taka pot, ampak da smo tam visele.
To, da smo viseli skupaj, se udejanjali ali pa na pot, ali pa si rekli, kere knjige so zdaj šle, kaj brati, To je bil pretok informacij. Zdaj, to, kar pravi gospa Samolica, če vsi ste razumeli, to je ta atmosfera v Ljubljani, to je ta atmosfera v kulturnem, kot sem prej rekel, v tej sociološki kategoriji, to je bila ljubljanska scena, ki je takrat definirala vse slovenske publikacije, vse knjige, vse založbe, to je bil del enotnega kulturnega, Bourdieu bi temu rekel, polje družbene produkcije. In to je bila atmosfera v tem krogu, ki je ustvarjal slovensko kulturo. Pol teh ljudi je dobilo Prešernovo, pol teh ljudi je v bistvu, mislim, zato je tako pomembno bilo tudi tole zdaj slišati, ker to dejansko da to, in o tem se točno to premalo se govori, ne? Kaj je bila zdaj ta slovenska srednja, ki je danes v bistvu v učbenikih in jo bolj poskušal neka Vesna Milek opredeliti in se reči, Jezus Marija. Nič ne ve, ne? Jaz se moram povezati tole vse skupaj. Jaz se mi zdi, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o tem in da predvsem tisti, ki pa imate te izkušnje, nekaj napišete iskrenega in da se to potem čim prej gre v javnost. Da se dobi nekaj. Vi ste pa kreativna, kar meni se pomeni. Jaz imam polk drugega dela, jaz imam polk drugega dela. Da se postane na diktafon in potem mladi to napišemo. Komentiram, jaz imam še neko dolžnost in sem si jo nekako zadal. Jaz sem se tudi potrudil, da je šla še njena knjiga Rozalija, kjer je ta strašljiv televizijski scenarij o zlorabi po vojni Maribor in tako naprej. To je šlo pa pri Mladinski za 20-letne smrti. Zelo fajn, potem tudi te izbrane pesmi, tako da sem si jaz nekako to zadal, da je to treba. In tako jaz mislim, da bom tudi to še prav te stvari razložil, tako da teksti še pridejo in mislim, da bo tistih par raziskovalcev in literature, ker potem se to izpostavi, ne? Potem, kad človek umre in tako mine, ne vem, 30 let, in v bistvu, kaj zdaj, zdaj to moram pozabiti, da sem sin, ne? Ampak moram to gledati kot urednik. V bistvu, kaj ostane, v bistvu literatura. In zdaj v bistvu tudi je zdaj tudi njena biografija dejansko pomembna zaradi teh, ki preučujejo njeno književnost. V bistvu ne. Cel kup teh nekih akademikov. Cel kup, ne, se o njej je pisalo že več avtorjev. Več profesorjev o njej je pisalo. Hočem reči knjigo. Biografijo to piše. Ne, nobeni ne bo napisati. Vse to hočem reči. Ne, ni treba. Ni treba napisati biografije. Ne, ni treba. Škoda, zakaj ne bi brali njenih knjig, reč? V njenem primeru res, ne, mislim, da ona tega ne bi želela. Jaz sem, da ona pred smrtjo je zažgala vsa osebna pisma, ki jih je imela. Je prav rekla, nihče ne bo brskal po mojih ljubezenskih pismih. In to se mi zdi prav. Zato ne bo njene biografije. Drugače pa to, pišejo pa v njej že razni z področja literature in to so hotel reči, kako se zgodi v življenju. Ne? Ti v življenju si človek in umetnost je pač način, ki ti nekako pomaga preživeti, se izraziti. Ti to si in to dihaš. Potem, ko pa umreš, pa naenkrat ugotoviš, da v bistvu tisto, kar je preživelo, je tvoja umetnost. In zdaj v bistvu potem te, ki razlagajo tvojo umetnost, v bistvu pripovedujejo tvoje življenje v odvisnosti od te umetnosti. Kako se krog obrne in potem postane, kako neverjetno to v bistvu. A smem? V bistvu, je odvisno od dobe. Mene so prosili 30 let nazaj skoraj, da napišem zelo novo zgodovino evropske književnosti. Svetlana Slabšak je bila zadolžena, potem je ona to časa rekla, da je to zelo pozno išlo, 2010, mislim. In meni, jaz sem šla iz književnosti, jaz sem po osnovni formaciji sem semiotik, strukturalistka. In berem knjige, mislim, kot Francisca berem knjige, ne berem življenje okoli. Je pa dejstvo to, da se je od takrat, ko smo mi na semiotičen, strukturalističen način obravnavali literaturo per se, smo prišli do tega, da je toliko autofikcije, da naenkrat tudi to, kar se dogaja splošno, mislim, to je zdaj odmik od formalizma, gremo nazaj v autofikcijo in tako naprej, ta autofikcija naenkrat ni samo
Mislim, vsi, ki smo tako pisali, vsi pravimo, je fikcija, je autofikcija, ni avtobiografija. Ja. Ampak se še vedno dogaja, da potem tudi meni ko mi je šla v prevodu Živeče bolj moja knjiga napisala v francoščini, in se je zgodilo to, da je celo režiserka oddaje pisave hotla čist konkretne stvari, slike, konkretne slike. Se rekla, beremo knjigo, prosim. Ja. In jaz sem v tem stilu, sem jaz tudi obravnavala, oba članka v angleščini sem hotla, da se bere kot knjigo, ki ima absolutno kozmične razsežnosti. Ker tudi, ko ti razlagaš svoj detalj, resnične detalje življenja, je že itak fikcija. Ja, ker ti tu dodaš še čustveno dimenzijo, lingvistično dimenzijo in zgodovinsko, ne vem kaj, ne gre v bistvu samo zdaj, a je to, ne vem, bidermajerski kozarec, ampak gre v bistvu za tvoj odnos do vsega tega, kar se dogaja. Tako da ta biografski detalj je nepomemben brez tvojih dodatkov. Ampak v 50 letih je šlo najprej od tradicionalnega romana na čisti formalistični roman, jaz sem se ga doktorirala, in zdaj je šlo totalno v prevladujočo autofikcijo. In potem iz tega stališča vsi hočejo zdaj na novo obravnavati romane iz prejšnjih obdobij. Vprašanje pa je, koliko časa bo zdaj ta moda autofikcije preživela? Zato je treba pri tekstu ostati. Ja, koliko zdaj to ni manirizem, neke postmoderne dobe, nek pozen helenizem, če uporabi metaforo. Ego. Ja, tako da Bog ve, koliko zdaj to traja. Tako. Plus neke vrste. Še vas moram Plus neke vrste. Plus neke